The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Zelo na hitro, preden se začne podcast, začel. Imela sva malo tehničnih težav, tako da upam, da boste vsem zadovoljni. To je to, spremljite podcast, malo je zvok po nagaju in je bil konstanten zamik. Tako da ja, naslednjič se potrudim, da tega uživite v podcastu, pa se vidimo na rundah. Čau. Živijo sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski čvek. Danes je z mano spet Petra, ki zelo lepo zgleda danes, vsaj uprava je taka, ki se spodobi za kolesarski podcast. Ja, tako je direkt s kolesa. Ja. Enkrat jim tudi jaz oblekel, sam da morate jesti pred tem. Ti tole barov ti obliku, ne ti krvni črnih temnih se držaš. Ja, vse boljše za moje šlavke. Vse za to. Še tam se jih preveč vidi. Še eno tazga drisa kupu. Ja, se to. Evo, kva imava danes? Danes imava koliko 5 lušnih kolesov cent, ki zdaj sva malo zaspala s tem en teden. Tako da je to. Spremljite, ker ene par je res hudih. Pol imava slovensko sceno, tujo sceno, pri nas so se akcije zaključile, v kratkem pridejo hlače, jaz res upam, da bojo ta teden, vse vas obvestim do torka, se pravi, ja, v sredo, a bojo prišle, ali ne? Tako da to je to, če hočete testirati kakšen kolo od Niša, imamo zdaj small, medium pa extra small, se pravi tam od 160 višine pa do 180 je pokrit. Tako da, nič. Imeli smo 4. velo vzpon na Pance, tako da to je bilo pestro, tako da lahko začneva, evo, s tem. Ja, v soboto smo imeli 4. velo vzpon na Pance, naš. To je v bistvu ratala ideja iz teh naših rund, kjer se vedno nekako prepucavamo, kdo je boljši na Pance, kdo ni boljši in kdo je imel slab dan in kdo ni mogel in kdo je lahko in kaj je pojedel med tednom in zakaj v službi ni mogel in tako. In iz tega ven nastal ta vzpon v soboto, kjer imajo vsi možnost se pripraviti, vnaprej se ve, tako da izgovorov na tem vzponu ni, razen res ne vem kaj. Ne. Jaz sem snemal. Dobro, ti si snemal, ti tak brez veze, kaj češ ti tako moče, kaj pa bi naredil? No, kar nadaljuj. No. Tako da, v glavnem, ja, in je bilo ful dober, mislim, da nam je kar dober uspel in vse je bilo varno, nobenih pacev, nič se ni zgodilo. Vsi so, mislim, da uživali, pohvale v glavnem so bile same, noben ni nič slabega povedal, tako da smo imeli, padel je rekord, ja, rekord Panc je padel, ta vzpon, to lahko tudi na Stravi vidite. Zmagovalc Boštjan Habič je postavil nov rekord, tako da mislim, da to je zelo bilo nepričakovano, kakor smo videli z napovedi, so bile zelo različne, ker smo tudi pobirali čas zmagovalca in tisti, ki je uganil, je potem dobil ena lepa očala, jih je že podaril Approved-ova, Casual, Cherries in jih je dobil Ronki, ki je v minuto in sekunde natančno uganil čas, tako da, ja, bravo Ronki. Video si lahko še pogledate na YouTubu. Ja, video je fenomenalen, Anže ga je ful dobro sestavil, iz različnih perspektiv je posnet, iz avta je posnet, se pravi sprednji del, vmes v pelotonu so bile prvi dve kameri in tudi in je bilo res je dober posnetek, mislim, da je kar zanimiv in lušten za videti tisti, ki ste bili, pa tudi tisti, ki niste bili, mogoče vas pa zamika, pa prijete na kakšno našo rundo, ker pogoj za velo vzpon je pa, da ste vsaj enkrat recimo bili na naši rundi v sezoni, oziroma da ste nekako naš član, da prihajate k nam. Tako da mislim, da pol tudi zabava je bila pa itak sem slišal zelo dolga in naporna, tako da je bilo lušten, pice smo imeli, smo se jih fajn najedli,
In pa, No ja, eni ste jih, a ne, eni smo mogli klele zaključiti video Ja. in ko sem prišel po kos, ga ni bilo več, a ne. dobro, ampak sam okej, zelo dolg časa je bila tista pica tam, tako da ne vem, kva stikrat. 15 minut in ni bilo več. A dej, nehina, ti si, Toliko so bili ti si kle lačni. 2 ure Ne, sestavljal, ne, ti ne. zdaj. Pa se ti ne smeš pice jesti. Prišel, Saj kaj bi to si meni pa rekel, tudi sem res. imela polno zrnate testenine, lepo pa bi ti dala za jesti, pa bi se najedel. Ja, bi vsaj nek pametnega pojedel. Dobro, dalje. Ja, no, tako da v glavnem, ja, dobro, že pač ni jedel pice, ampak se pravi, mislim, da nič ni škodal, tako da, ja. Pa ne, kako se je pa tebi zdel? Ne, meni je bilo top. Tudi, ko so snemala tako iz avta ven, ko je imel uno streho, da se je odprla, je bil top posnetek, se s Tilnom pogovarjala, tudi on je ful lepo vozil avto, tako da se mi zdi, da so bili posnetki glih tako, ko morajo biti, da tudi oni niso imeli zavetarja za avtom, ne. Kalan je bilo pač tako, so daj še celo ujeli. Cajt, ko so ga dosegli gor, je bil nor, pač tako se vidi, koliko res mi na rundi letimo že od samega začetka, ne, ko pridemo pod pance, smo že vsi to gotovi, noben ne more nekega najboljšega možnega cajta pokazati, ker zdajle še te, ko vem, da so parkrat bili tam, koliko, da so komi pršali po 9 minut spodaj, ne, pa so pol pršali na bistvu skoraj da ne minuto boljš cajt so Ja. imeli zdaj, tako da in Simon od spodaj, ki je začel, ne, ki je povlekel Ja, to je bilo, do mislim, da zelo kamnoloma. ključno, no, da je prišlo do Ja, tega rezultata, je. kjer je Simon, koliko je to ene, kaj je ne, 2 kilometra pa pol zihar. Ja. Vlekel 600 vatov, zdaj ne vem, Habič je rekel, je bilo to Habičevih 600 vatov ali Ne, Simonovih. težko verjamem, da je lahko toliko cajta 600 vatov držal, je pa letel, ja. Ja, sem Habič zdaj rekel, še bilo 600 vatov, zdaj pa ne vem, čigavih. Ne, se tudi Da- Habič, če bi 600 vatov držal že od samega Ja, sej, začetka, Habič ne je bi rekel, mogel da držati. če ne bi poznal klanca, kakšen je, da bi spustil tako vožnjo že zdavni, sam ker je vedel, pač, koliko je klanc dolg in koliko časa in tudi vedel, da je to našlo kar v nedogled. Je rekel, da je pač zdržal, ampak da mu je bilo zelo težko. Ja, samo Plus kaj on- tega je rekel, da je bilo ene par fantov, ki jih niti ni tako dobro poznal, a ne, ker niso bili vedno letos na rundah in ni vedel, kaj pričakovati, kaj se bo zgodilo. Tako da je bilo tudi njemu to en tak izziv in vem, da je bil zelo presenečen tudi sam nad svojim časom. Tako Ja, da, če on, ki je pritegnil pol tam na koncu, jim je koliko, tam ni kilometer do konca, je po mojem 800 metrov. ja, tiste manj, ja. Pa jim je dal skoraj minuto ali 40 sekund je dal pol tem Ja, tam se kakšnim, ki so na bili, a ne. posnetku Tako tako da- odpelju zgleda kot pogi. Prav Ja. res, tako ko gledaš, je kot Pogačar, ki potegne in drži tempo in mu več nobeden ne pride zraven in res tako mislim, moram reči, saj da se je mi bilo zdi, krno. tudi po Stravi je zdaj drug cajt, ne, Ja. na pance. Drug cajt, pred njemu je sam še Matej Lovše, s tem, da ima to čas iz leta 2014. Tako da vprašanje je, če bi se tudi Matej Lovše lahko danes tako pelil. Ja. Ne, res, pa tudi Jan, ki je bil drugi, jaz sam nisem pričakoval, da bo tako dober, da gre tako dobro, no. Pa vidim, da se je letos gleda mogel kar dosti odvoziti, ki je tudi zelo suveren, tako tudi zgledal, tudi če dava Jana pa Habiča skup, ne, Jan zgleda mal bolj dec. No ja, sam Jan je ja, koliko, 15-20 let mlajši Ja. od Habiča. Pa ja, tako sem se da- vsem ja. za cajt, ko ste ga dosegla, vse, kar je pod 8 minut, že pod 8:30, če greš sam, ne verjamem, da Ne, sam ali to pa težko, zelo težko prideš. Sam to no. težko, ampak ja, jih je pa kar nekaj šlo, a ne, en tak čas, tako da je bilo kar Še so bili Jaka, Uroš, so Dohtar, bili vsi okrog 8 minut. Ne? tudi Dohtar. Ja, tako da, Tako da, kar, vsaka čast. ja, zelo dobri rezultati. Tako da imeli smo tudi kategorije naštimane, zdaj če se bo to drug let tako stopnjevalo, pa da bo toliko veliko ljudi na rundo hodili, bomo verjetno tudi te kategorije še malo povečali, se pravi, da bo več kategorij, se pravi, da bo starost še manjša, a ne, ker zdaj nekje do 35. Čeprav se mi zdi, da ta 35 pa do 50, da niti ni tako slaba številčno starostna
pod 50 plus, da se mi ne zdi glih tako slabo, no, slaba razvrstitev znotraj neke to je čisto manjše okej. skupine, ampak ja, če pa bi bilo res nas takole, da se bo to stopnjevalo, ker zdaj jih imamo že po 10 ali pa še več v posamezni skupini, je že komot se lahko naredi še kakšna, sej ni problem, če jih je 6-7, pa da jih malo več dobi. Za naslednje let mora sam še tem, ki so malo boljši, še zmontirati še kamere gor, zato da bomo imeli še tukaj več posnetkov, da bo še boljši video pa lahko izpadel. Ja, pa še fajn bi bilo mogoče, če bi bil še od zadaj kakšen avto, ki bi še snemal sam. Ja. Ja, pa bi bil pa full dolg video. Ja, sej dober. Čak, kaj sta pa v nedelo? Sta šla kaj na kolo? Ti si bila nekaj na motorju? Na motorju sem bila jaz v soboto. A ja, to si dala. To je bila v soboto. slika. Ja, se piše About Yesterday. Sam nisem imela okej. to prej cajta toliko objavljati. Zaenkrat še nisem na motorju, čeprav moram reči, da sem ful uživala v vožnji. Hamun res je tudi dober šofer, a ne, dober voznik motorja, toliko časa že na motorju voz in ima pač vse te gibe in sva šla potem po rundi, še sicer po trasi velorunde, pa sva se pa še malo zapeljala, malo hitreje naokoli in res moram reči, da jaz nekdaj že uživam na motorju. Jaz sem bila ful nazaj. Prav tudi motoristka, tako neke vrste. No. V bistvu imela sem fanta, ki je bil motorist in smo se ogromno prevozili z motorjem. Tako da mi je to ful všeč in sem rekla, da če kdaj neham voziti kolone ali pa kam malo starejša, ki sem mi navdal več voziti, bom vsa svoja kolesa prodala, pa sem pa enorm motor kupila. Lahko prodaš samo en kolo, pa si lahko kupaš Ja, orang v bistvu motor. nam rabla tako velik. Ja. Tako da ja, mi je bilo to dobro. Kaj sta šla v nedelo? Včeraj sva šla pa midva, v bistvu ni to kaj, ampak imela sem jaz en trening, tako da sva šla v bistvu na Kurenšček, pa potem dol, pa nam je še ostalo malo časa, tako da sva šla od Torjaka še na Grosuplje, pa pol en tak krog sva naredila, ne slabih 80 km, tako da ja, Okay. to je to. Kaj pa ti pa neki se matre včeraj? Pa zakaj hodiš na take klance, če nisi za njih narejen? Ne vem, skratka, cel teden, Raž bi šli en velo izlet na Krvavec. cel teden nisem nič Se bomo šli, jedel. a gremo? Tudi lahko. Cel teden nisem nič jedel, slabo sem spal. In zakaj si pol šel? In pa sem si rekel, da je pisal se mogoče si pa spočit, pet eno tako odpeljati, ka veš, da se ti gap vsakič, ka greš. Sem rekel, ajde, grem za Kazen, ker sem se toliko malo vozil, grem pa zdaj na Krvavec. In ja, Mislim, ko da sem bi- začel klanc, prvih 5 metrov sem se še dobro počutil, pol naslednjih 5 metrov? 13 metrov, zdaj pa nisem več. Tako A si šel do vrha, do plaže? Ja, ne, če nisem vedel sploh, kje je. Nisem, jaz ne Se sem poznam videla tam po Krvavca. Stravi, da se kar neki vozi. Ja, jaz sem šel tja nekam desno gor, ki je pisal terasa ali ne vem, neka taka. Plaža? Ne, pač ja, vem, da je plaža, ampak pisal je terasa. Za plažo, saj jaz nisem videl table in sem šel prej že desno nekam gor. In ja, pa so bili tam neki sicer kao lokali, te transparenti od, kaj sem česa, Fante ali Sole ali se ne vem, sem mislil, da je to. Sam jaz gledal vse, pač ni bilo benga folka, pa sem šel pa sam dol, itak sem jo polhan, Ja, pa si imel asfalt. Ja, ne, pol zadnjih par 100 metrov je bil makadam. Pol res nisi šel. Ja. Ja. No, pa O saj nima bože, veze. mili, koliko si ti butasti. Glej, Če si pa čutil, kaj to na Stravi, pa kako ni odseka, pa tu imaš nekaj čuden, pa tu nisi šel prav. Imamo pol zaključek sezone, gremo lahko na Krvavec gor. Ne bomo šli. Ne bomo šli, dobro. Pa pa Ker ti bom zdaj jaz nekaj drugega povedala. No, kar povej. Po enih čudnih naključjih sem dobila štartnino za Pogi Challenge, tako da grem 12. oktobra dirkat na Krvavec. Ja, da best, ne. Ja, tako da mislim, da ti si pa zaključek zamislil 11. oktobra, tako da 11. oktobra zihar ne bom šla na Krvavec, ker bom šla 12. oktobra. Gremo pa lahko čez 14 dni, se pravi leta vika, zdaj, ko grem pa naslednji pogledati ta Krvavec, ker zdaj že greste lahko z mano na Kaj je to trening. pol datum? 27. Lahko, ja. Ja, ne, jaz sem sam mislil, da bi zaključek naredili kukar, zato ker je Lombardija je zaključek, pa da bi še kle naredili neki izlet. Tak. Ne, sej bomo imeli izlet, Zaključek. definitivno. Mislim, se lahko tudi za Krvavec, zaradi mene sam jaz mislim, da bo, ker to je 11. sisi, a ne? Ja. Nekako 12. je ta Pogi Challenge in bo šlo itak kar neki, vem, da jih bo šlo iz gre kdo, lokala. ker jaz nisem od mislim, nobenega pa ne slišal. samo na Pogi Challenge grejo gledat, veliko jih bo šlo gledat. Je pa ja, se gledati Pač mi smo se že pogovarjali, tako da bi šli, ne, tako da
Pa zdaj vprašanje, kako bo 11. tam sploh gor, kaj bo, kvarno bo, neki imajo že, čakaj, to imajo pa v Komendi 11. je dogajanje. Že Ja, to v je cel Komendi imajo, vikend. da gledajo Lombardijo pa ja, to. ja. Sam to bomo itak mi tukaj Ja, gledali. mi bi naredili, mislim, nek izlet, izlet bo definitivno, zdaj bi pa Krvavca ali bi mogoče... Ne, pa se sem to, ja. to sem zdaj dobil idejo, ta Ja. trenutek. Jaz bi sam Mogoče bi naredil vse neki zaključek. bolj, ja, zaključek, izlet, mogoče vse neki malo lažjega, tako da Ja. vsi lahko pelejo, da nas je čim več, pa da se tudi lahko še malo razdeli proga, tako kot smo že zdaj malo sprobavali, tako da... No, pol jim bova to povedala naslednji teden. Naslednjič točno. bova povedala, ja. Zdaj sam, Zdaj da je samo veste, glavno, da se jaz pripravljam na ta Pogi challenge in moram reči, da se mi bojo treningi malo spremenili. Sem že s fanti, smo že na vezi, tako da so rekli, da me bojo maksimalno pripravili do tega, tako da bom tudi imela zdaj v kratkem še en test, ker mislim, da za en tak vzpon je pa kar pomemben, da veš, kakšen je čisto tvoj točen FTP, koliko se je spremenil in če že drugega nemaš vsaj v glavi, pol, da si res lahko toliko peleš, tako da mi bojo na to pripravili pol nekako... Mislim, zdaj itak ne moreš nič čas narediti. Zdaj, Gre se kar za je- program, gre se, da ti lahko naredi načrt vzpona, ne? Ker to je pa 1 uren oziroma plus vzpon in moraš kar imeti razporejene vate po klancu. In, To ja. ste vi tehničari, ja, jaz nimam nič. Ne vem. Ti tak, da nimaš, se zopam kamer ne greš na klanc. Ja. Če bi hotel, bi se pelo v redu, ne? Je pa sej, Sem se tudi jedel, nisem spal, nisem nič. Ja, vse eno je to, da se moraš pripraviti tako, drugo je pa za klanc, moraš kar ja, biti klančar. Ne. 15 kilaši. Pa ne, pa meni se zdi, da je čisto iskreno, da ti nasplošno ne uživaš glih na dolgih vzponih, no. Da nisi en Pa tak ja, tip... valjda, kaj naj tam. Pa se ne gre to, da si hiter, ti ne uživaš tudi počas, ker mi recimo se vozimo, če greš, ne vem, mi francoske Alpe, ki narediš 3500-4000 višincev na furo, itak, da se ne moreš hiter pelati na klanc, ker to so višinci, ki priješ na 2500-2700, ali pa tudi na Stelvijo v končni fazi, se ne moreš pelati 25 na uro. Ne, ne, meni je prestrm je. Ja, Ima sej. odseke, ki so pač prestari. Jaz, če je 7% klance, jaz zelo lahko pelem tako, da še uživam zraven klepa. Trpim, če grem počas, trpim, če grem prehiter in mi je tak klanc, grd mi je za voziti in ga ne maram pač takih Ja, se jaz klancev. tudi, meni bo krvavce en zelo velik izziv, ker mi je to v bistvu, to tisti, ki me poznajo, vsi vejo, da vedno pravim, da je mi krvavc najgrši vzpon, tako v Sloveniji, tudi mene nič ne motivira na njemu, ni nobenega razgleda, tako, ko se vse čas po njemu voziš, si tam zaprt noter v njemu, ponovadi je zelo suparen noter in tako da mi bo to še dodaten izziv in mogoče mi bo pač to izziv, ko se v tem Pogačar mi mene pelu 25 na uro daju. Sam veš kaj fora, da on se bo pelil že v spodnjem delu mem tebe, ne? Se pravi, ti imaš pol do vrha še 7 km. Ne bo se on v spodnjem še takoj. Ne, kje pa misliš, da se bo pelil? Pol, On ima pol ure do gor, ti imaš pa 1 uro. malo manj spodnjem. Ja, lej, bomo videli. Ja, bomo videli. V glavnem, ko mi čakam, da se to začne dogajati. Jaz tudi. Da mi povej, ti si kaj gledala, kaj se je kaj na slovenski sceni dogajalo ta teden? Ja, slovensko sceno smo imeli tele dečki, mlajši so imeli v kaj je že, čakaj malo, da si tele odprem. V Vrtojbi so imeli tekmovanje, kot mladinci, mlajši, mislim, da so to samo dečki bili in je tam ful dobro mesto osvojil Nal od Bugota Panine, je bil drugi. Bravo, Nal. Tako da ja, so imeli kar konkurenco te fantki, no, tako da moram reči, da v Pogi timu trenira in je kakor na začetku sezone, ni zdaj mislim, da kar uspešen, vsako dirko je boljši, tako da ja, ima pa pač dobre korenine, ne, tako da jabolko ne pade daleč od drevesa. Tako da ja, pa bil je vzpon na Nanos. Izvir Vipave, ne? Tako, ja, pač to je v bistvu vzpon, ki je za državno prvenstvo v vzponu, tako da tam podelijo tele majice za vzpon, pa v pokalu, ja, ne, tudi kjer se pol točkuje za skupne razvrstitve. Tako da to je tisto, kar je bilo. Pa imamo svetovno prvakinjo v gorskem krosu, a ne, Marušo Tereza Šerkezi, tako da
Se kar nekaj dogaja, ne? Še ta maraton ljubljanski je bil, se mi zdi, To se je, prav to je ta reče. ljubljanski festival, neka festival Ljubljanica. Je en gospod iz Litijskega tempomata zmagal, tako da čestitke še nemu. Meni je ta drugač mi ful všeč, pa zdaj po moje še niso šli čez Pečarja, zaradi tega, ker je tam delajo spodaj, ne? Tako da so šli zgleda od Besence sam direkt dol, pa pol nazaj v Ljubljano. Tako da to je to. Ja, nič, kva, greja bolj kar na svetovno sceno. Ja, Ja, jaz sem si zapisal ene par stvari. Ta prva stvar, praktično UAE dominira skoraj da ne povsod, z izjemo, da niso skupno zmagali na Vuelti. Vse ostalo je skoraj da pa kdaj jih kakšen presenet. Ja, so kar je Izak, mislim, da je zdaj v zadnjih 14 dneh, ne vem, je zmagal 3 dirke. Del ali koliko. Toro je kar poberal. Tako da vsaka čas izgleda tudi dobro pripravljen za svetovno. Mogoče Pogačar na koncu, a veš, cel let gledamo na ekipe in bolj pozabimo, da Pogačar v bistvu za svetovno ima lahko konkurenta glih v svoji ekipi, ne pa v tuji. Ja, to sigurno ne. Pa glede na to, da Vingegaard še ne gre zdaj na svetovno, znajo biti za moje pojme, mi se še v naslednji teden več v svetovnem rekla, ampak saj zdajle bi rekel, da Rodriguez, Del Toro, pa še kakšen iz UAE-ja, da znajo biti saj za moje pojme ta največja konkurenca. Ja, jaz sem tudi že malo gledala, pa še ni čisto vseh te štartnih liste, tako da še treba počakati, da vidimo, kdo vse bo gor na tej štartni listi. Pa tudi moram si še popraviti, prav pogledati res, mislim, vem, da je težka trasa, da ima 5500 višincev in tako samo, da res dejansko kako izgleda, kako izgleda, no čist vizualno, malo se spoznava, oba dva veva, kako je in pol lahko začneva tudi midva kakšne favorite ven iskati, ki bi bili primerni še poleg Pogačarja. Kva, pa najbolj, da greja kar na Kanado na konc, pa greja najprej na Vuelto. Ja, ta Vuelta je bila res, moram reči, da kar boga. Že sva to že večkrat rekla, ne, zdaj mislim, da na koncu je bilo najbolj bedno ali bogo ali kakorkoli glih zaradi vseh teh protestov, ker jih niti nisva prej toliko omenjala, ampak na koncu se je res izkazalo, da je to v bistvu skrojilo to Vuelto in nekako mogoče ne bomo niti ne vedeli čisto točno, kako bi se vse razpletali drugače. Čeprav zdaj je bila tudi izjava Almeide, da je bil bolan zadnji teden, zdaj ne vem, je bil res ali ni bil. Tudi Vingegaard ni izgledal v redu, no. Tako da zdaj, kaj so bili, kdo ni bil, to je zdaj drugo, pač razpletel se je, kakor se je. Rezultati so, pač mislim, da bo ta Vuelta ostala pri kolesarjih in pa pri organizatorjih in povsod v spominu bolj zaradi teh protestov, kakor zaradi kakšnih razpletov na sami dirki, da se je kaj tazga ekstra posebenega zgodil. In če bi me zdaj vprašal, kaj si pa najbolj zapomnila, pa kaj si pa najbolj spomnim, pa kaj mi je najbolj bilo všeč, ti sploh ne znam povedati. Da bi zdaj rekla, da mi je bilo nekaj vstalo toliko v spominu. Je, ne vem, ali mogoče zato, ker je bila zadnja etapa, ali ne, mi mogoče glih zaradi tega ostala v spominu, zato ker je Vingegaard se prvič tako, da se je res videl, da je bil najmočnejši. Drugače pa ja, tudi jaz letošnje te Vuelte, ja, ne vem, se mi zdi, da je bolj taka, kakor je Španija dostkrat najbolj pestra, pa se tako kar dosti stvari dogaja, ne. Leto se mi zdi, da je bila taka tako, kot si rekel, dominiruje UAE, 7 zmag imajo, to je 1/3 etap imajo pokritih, če tako zgledaš, mislim, če to gledaš ne kot procentualno. Včerajšnje sploh dejansko ni bilo. Sem pa danes videla ene posnetke zanimive, kako so si potem naredili pred hotelom Vizme podelitev, ker v Madridu je bilo na tem glavnem skveru naštimana podelitev, je tako, kaj vedno smo navajeni to veliko slavje in so se pač tega slavja ni bilo zaradi protestov in so potem Vizma organizirali podelitev in so vsi prišli in Almeida in pač Hindley, ne? Jai Wine. Pikčasta majica. Pederson je prišel, vse majice so prišle, vsi, ki so bili. Pa prvi 3 skupno isto? Ali? Prvi 3 skupno so prišli, se pravi, Almeida, Pitcock,
Pitcock, ja, tudi Pitcock, vsi so prišli in tudi imeli so uradno to odličje, so jim prinesli od Vuelte in stali so stopničke, so naredili iz teh hladilnih torb, ki imajo pijačo noter in so tako z alkoholcem, je bilo gor sam napisan prvo, drugo, tako kot imamo mi pri nas gajbo na velo vzponu, ne. Tako so velo oni narejen in je zelo lušten, ful je dober posnetek, na YouTubeu je teh posnetkov zdaj cela gora, na Instagramu jih je cela gora, ker se družijo med sabo, ful se zabavajo, vidiš, da dejansko na kolesu so tekmovalci in mogoče bi rekel sovražniki, ampak ko so pa ki se pa to zaključi, so pa ful simpatični, vsi, tudi Vingegaard je presenetil, celo se smeji, celo ima barvo na obrazu, vsi se zalivajo in šampancem se zabavajo, tako da res vrhunski posnetki z te podelitve in vsa čast tudi tukaj mogoče Vizmi, da je to organizirala in to naredila, ker je mislim, da bilo že z vidika enega druženja in mislim, da so se zabavali 10-krat bolj, kot bi se tam v Madridu. Jaz bi kle mogoče izpostavil iz cele Vuelte, da je Pitcock dosegel, da je prišel v 3. No, to je, no, ja. Kar ta glaven dosežek, ker je pred začetkom Vuelte, mogoče bi ga dal na 5 mest, bolj pa tam na konc 10-terice, tako da vsaka čas, da mu je ratal, sem ful zadovoljen za njega. Pa še s temi protesti Klinčevimi, tako, jaz se prav sprašujem, kaj želiš dosežiti? Ma ne, jaz se v to ne bi preveč spuščala, ker to je ful politična stvar, protesti so pač, vsi imamo pravico imajo protestirati in mislim, da v tem primeru, glede na to vojno in vse, kar se dogaja, vse protesti so po celem svetu, tudi na drugih tekmah so protesti, ampak ne v smislu, da ogrožajo tekmovalce, igralce. Dejansko se na vsaki večji tekmi fuzbala na stadionu pojav, zdaj ena pesem je neki, so jo... Eno slogana, ne, vse so se prav matali pod kolesarje. Ja. Zato, okay. Ker je tukaj pač to možno, ne. Ker ti na kolesarski dirki, to je zdaj spet dokaz, kako je ne moreš omejiti, kako je ne moreš ograditi, ker se včasih kdo sprašuje, klepera so v lokalu naše stranke, ki niso kolesarji, ali pa tudi, ki so, ne, pa kdo reče, pa zakaj tam ta koridori nastajajo, ne, zakaj na dirki so ljudje tako blizu ceste, pa to. In zdaj, kako to omejiti, kako to, da boš ti ljudi omejil, da ne boš pa prepovedal vstopa na nek klanca, ne. In je to težko. In to je zdaj bil tudi tukaj dokaz v tem primeru, da je težko ljudi kontrolirati pa nadzirati, da ne bojo skakali kar na cesto, ne. Se je tudi včeraj v Madridu, to je bilo res ogromno število in ti imaš lahko, to je bilo dejansko, vojska je bila praktično na cesti, pa jih niso mogli ustaviti, oziroma če bi se jih spravili ustavljati, bi prišlo do verjetno hudih lahko posledic in zdaj bi pol kolesarji kle nastradali za čist brez veze. Ne, sej, dober. Je pa to stvar, ki zdaj zakaj in kaj je pa... ne paše definitivno. Definitivno gre enak preokus na celo Vuelto pol na koncu. Malo se mi tudi zaradi tega Vingegaard zasmilil. Včeraj, ko je kazal posnetek, ko so zaključili, ne, je bil kar tako, se vidi, da je bil kar orang žalosten, tako, veš, ko ni podelitve, ni zaključka tazga in... to je sigurno, ne, to je ta ceremonija, da ni potem stopničk, mislim, da sem jaz to zdaj okusila lahko sama na letapu, kako je to v bistvu nekako... ko se matraš in trudaš in je to definitivno ena od nagrad, ki jo dobiš, je to, da si na koncu na stopničkah. Mislim, da vsi, ki tekmujejo v čemorkoli, ne samo v kolesarstvu, je ena od stvari je to, da si ti na koncu imaš neko odličje se pravi pred neko publiko in to je, ne, ker tisti, ki ne mara publike, tisti pa se ne ukvarja športom, nikakršnim. Ja, bolj ta spomin, ne, ki si tam, pa ti ploska. Tako, to so spomini. Ampak mislim, da jim je ta podelitev, poglej si ta posnetek, bo večji spomin, kot karkoli drugega in se bojo spomnili to tudi še, ko bo vsak od njih, ko bo enkrat starejši, bo lahko to razlagal, kakšno podelitev so imeli. Pa kle mogoče na Vuelti še to se je pokazalo, da Vingegaard pa Pogačar, ne, da tudi takrat, ko one dva nista najboljši formi oziroma, ko sta zmatrana, se vidi, da sta pač razred predvsemi tudi, rečemo, ko sta na 95%, ko jaz mislim, da Vingegaard že od začetka ni bil
tisti 100%, če gledamo po številkah. Zdaj jaz bi tako rekla, da mislim... Ne, številke, ki jih je dosegel, pač niso bile tako, kot Ja, jih je dosegel. bi bolj rekla, da mogoče... Ja, ne vem, a je bil toliko boljši ali ne. Ne vem, a se drugi... Niti nobenih napadov ni bilo, no? Niti ni bilo nobenih poizkusov nekih norih, da bi kdo rekel, da je tam, kjer bi se dala razlika delati, da bi nekdo napadel Vingegaarda, pa da bi lahko rekel... Pa še so ga napadali. Ja, napadel ga je UAE, ne, ampak pa dejansko noben drug, če tako gledaš. Tudi Hindley je parkrat takrat, ko je Pelizar... Ne, se je bilo neki, sam pač hočem reči, da sta boljša pač od vseh ostalih, vsaj kar se tiče teh tri tedenskih. Ja, jaz sem rekla, da za mene ta razlika, ki je Vingegaard naredil, nekako ni glih to pokazatelj, da je on toliko dober, kukor se nekako... On ni bil v najboljši formi, ker številke, vsaj jaz sem zasledil iz parih etap, niso bile na nivoju, ki jih je dosegel na Touru. Vse verjetno so bili kar marsikdo kle na Vuelti, pridejo kar relativno tudi eni... Najbolj pripravljen za Vuelto je bil sigurno Pidcock, to je tudi... Je pa Hindley, pa Almeida, oni so se vsi pripravljali za Vuelto. Dobro, Almeida mislim, da... Kaj, vrnješ v iz Toura? Ja. No. Tle se je bolj na mogoče, ja. Tako se sam meni zdi, no. Glede na to, kar so pokazali, se mi tako zdelo. Zdaj pa Kanada. Quebec nekako je všel UAE-u za las, je Alaphilippe za svojo gledališko predstavo je nekako na koncu dosegel to, da je rešil pač letošnjo sezono. Ja, v bistvu me je presenetil, on me je res presenetil. On me je, ne bi si mislila, da bo on v vsem tistem, ki so bežali, sem trije na koncu, v bistvu, ne, on, Sivakov, pa... Sivakov, pa... Še eden. Še bil. Še eden je bil. Že zdaj sem pa pozabil. No, sej nima veze. Ja, tam, kaj je skočil, v glavnem sem mislila, da ga bojo držali, da bojo zraven prišli, ker ja, me je presenetil, no, da je zdržal tudi toliko cajt ta tempo, oziroma da ostali ga niso mogli preklopiti in mu je pač ratala ta zmaga. 100 km vozil za veterju, ne? Te, ki so se drugi menjavali. Sej pravim, da ja. Meni je bilo čuden, da so ga pustili. No. Čuden razpletno, tudi da niso že prej začeli loviti, da se je sploh pustili toliko časa. Ne vem, ta Quebec bi lahko bil, sama trasa je taka, da bi bila lahko večja skupina jih v nekem šprintu, a ne, ni nujno, da je to nek beg manjših, kakor je to lažje narediti potem na Montrealu. In pač očitno so tudi cel peloton in cele ostale ekipe prepozno začele loviti, tako da so enostavno je zmanjkalo, da bi jih ujeli, ne, kar so se jim približvali zelo pač, ne, ampak na koncu je zmanjkalo, tako da je bil pač razplet, kakršen je bil. Tako da škoda, ja, pač mislim, da je šel UAE na zmago s Sivakovom, ampak malo je bilo to optimistično, mislim, da v vsakem primeru. Pa ne, se pravi, malo se na koncu je bil tretji, na koncu ga je čisto zmanjkalo. Ne, drugi je bil. A je bil drugi? Se je skoraj ujel Alaphilippa. On je bil, koliko, 10 metrov, 5 metrov je bil za njim. Ne vem, ne spomnim se zdaj. No, pol je pa Montreal. Ja. Tam pa jaz ne vem, če bi lahko UAE še boljš pokazal dominanco, ko bi rekel, ene ekipe na eni dirki. Ja, zgledali res tako, da so vsi ostali čizen drek. Ja, pač ja, zgledali. Ja. Ne vem. Zgledali tako, da so vsi ostali prišli z ene tretjerazrednimi ekipami in da je tam samo UAE kot Pro Tour ekipa in da zdaj tako... Pa ne, zgledali, da so vsi pripravljeni za Tour, vsi ostali so pa glih začeli sezono, pa je to neka pripravljalna. Ja, zato, ne vem, res je bilo tako malo, no, tale je bil, ne vem, a so vsi se že vdali v usodo, pa se noben mu ni več ljubal, ne vem, tako, ja. Res dejansko je UAE dominiral vsi, cela ekipa. Od A do Ž. Od A do Ž, vsi so pokazali, vsi so tudi, pol se je videli, v vsaki obežni skupini bo en iz UAE-a dejansko. Pokrivali so pol dober. Moram pa reči, da je bil pa zelo slab posnetek, zelo slabo snemanje, slaba režija, zdaj nema ime crkljna kakšna kamera.
Zadnjih, ne vem, 100 km je kazalo dejansko samo 2 skupine, ja ni bilo več ekipe skupaj. Saj sta se tudi ta dva napovedovalca ves čas spraševala, če imamo samo še 3 tekmovalce, če so že vsi ostali odstopili. Dejansko neki 30 km pol. Mislim, da je bilo 70 celih, no. Tam, Ne, ko je začel saj- Pogačar, čim so se začeli ti skoki Vse to je ven, 30 km bilo. To je bilo čisto na koncu. pa bilo je že prej se je začel. Prej je bilo še 20 jih spredi. Ne, ko so ven skočila, se pravi... Ne, kazali je peloton, pa kazali je prvo Ja, skupino. pa ni 5 pogled posnetke, nimaš nobenih. 1 uro pa pol nimaš nobenega. Dejansko od prenosa, če gledaš, ni polovica nobenega. ne. Ja, pa 5 pogleda. Saj sem gledal včeraj v živo. Očitno nisi. Ja. Jaz tudi. Mislim, kazali je prvih 20, ki so bili skupaj do koliko 30 km cirka do konca. Pol je pa zadnji, ki je UAE konstantno Ni bilo 30 km, ful je bilo več. Ne, ki je še ta hrust od UAE-ja je do, ne vem, 60 ali koliko kilometrov je bil on spredi. Ja, se pa začelo vse razbijati. Ja, Sam so bili razbiti, oni po skupincah je bilo... Je 1 uro pa puno, tako recimo časa, no, zdaj sem koliko je to Mislim, bilo jaz kilometrov. vem, da pol na Ampak ni koncu- bilo nobenega več ni kazali, nikjer, nič, nobenega. Jaz vem, da zadnji krog pa No, ampak pol, lahko pokažeš ti peloton, no, lahko pokažeš tekmovalce v roku 1 ure pa pol jih lahko pokažeš, ne, ampak ja, jih ni več bilo, niti nikjer jih ni bilo več. Meni se zdi, da jih je kazalo, dokler niso bili sam Pogačar, Quinn Simmons pa McNulty, ko so bili oni 3 spredi, pelotona ni več kazal. Sam to je bilo zadnjih 24-26 km, to je bil krog pa pol. Ali 2 kroga, no, tle nekje. Predtem se mi pa ni zdelo tako čuden, sam ja, pol na koncu pa prav, se spomnim tudi ja, da sta govorila, da kje so pa vsi ostali, če Ja, menj ga ni več. meni to že 1 uro pa pol sigurno ni bilo. Ko sem videla, se so začela zmerno takoj sprašovati, kje so pa oni, najprej še pokazali Jejca, ki je bil še potem... No, pa se nima veze. Skratka, Ja, to dobro, morajo lahko, no, popraviti pač za malo, naslednje ja, leto, slaba. glede na to, če jim je bila to generalka za svetovno, pol definitivno rabijo več kamera. Ne? Jaz se lahko, da me pa kaj crkljno. No. Ja. Ampak glej, včeraj so tako derkali, da sem se pol prav začel A pa sprašati. bo prav taka trasa, to kaj veš? Ba je da podobna. Neki so se prej pogovarjali, da kao naj bi bilo neki drugače, ampak ba je da pa te klanci pa to, da bojo pa isti oziroma malenko spremenjena trasa, ampak ja, zelo podobna. No. Tako da sem jaz že letos napovedal, da bo 3 leta zapored bomo imeli istega svetovnega prvaka. Ja, to tudi mir sad rekel. Ja, tako da. Ja, no, hotel sem reči, da sem se pol prav tako zamislil in se mi zdi, da smo za te večje ekipe, ne, a veš, doskrat, saj jaz sem kritiziral UAE pa taktiko pa to, ne, mogoče zaradi tega, ker ful več pričakujemo od njih, kukar pa da bi ti rekel zdaj od, ne vem, Red Bulla pa od Bahrajna, ker oni kaj dobro odpeljajo, ne si rečemo to, a ne, sam gledamo pa mogoče eno derko od 100, Ja. medtem ko pa v UAE pričakujemo, da bojo na Vse 100 zmaga. derkah Ja, pač vse sigurno, je fenomenalno. To ne. je sigurno tudi to. In, No. Ja. tako da, lej, vsaka čast, koliko je bilo zdaj, pač pokazali so, da so razred boljši bili na teh Je dveh. 85 zmago imajo. Ja, izenačili so, ja. Tako da še sigurno bojo še Lombardijo, eno. pa svetovno. Ne, to šteje. Ker ti so v bistvu v imenu reprezentance dobiš. Ja, pa morajo Ni Lombardijo UAE. nujno zmagati. Ja. Kaj ta je zadnja pol, ne? Ja, ne ima še kaj. Mogoče do drug od njih. Se ni treba, da je Pogačar, se lahko do drug zmaga. Ja, sam ne vem, če še kakšno šteje. No, sej. Ja, nekaj. Skratka. Bojo še najdel za Ja. eno zmago še morajo dobiti, da bojo Glej, pač nov rekord. Hudi so, tako da Kaj si vsaka pa čast. mislil tam, ki je začel Pogačar čakati, da mi pomagi? No, McNultyja? ja. Ja, noč, sem pričakoval, da bo to naredil. Ko je McNulty skočil, sem takoj rekel, evo, zdaj ga Pogačar ziher počakal. Ko drugače McNulty ne bi tega naredil. Tako da se McNulty pol povedal v cilju, je rekel, da moj Pogačar rekel, ne, če je pripravljen, mislim, da 40 do konca ali nekaj tasga, da naj on pač skoči. In po kaj Pogačar še prkločil pač v klanc, ki je šel McNulty naprej, je McNulty pač tako, sta bila skupaj. Pa pač se mi zdi, da je tudi on pričakoval, da če bo on skočil od Quinn Simmonsa, da ga bo Pogačar počakal. Tako da jaz mislim, da je tako,
nista se zmenila že pred tem, ampak mislim, da sta oba dva nekako pričakvala, da bo tak razplet, če bo McNulty uratal se odlimati od Simonsa. Ker McNulty je šel ful dobro včeraj, tako vsaka čast. Zdaj ne vem, kaj bi se zgodilo, če ga Pogačar ne bi počakal, ampak zgledal je, da je ful močen. Tako da ne vem, kaj se ne bi zgodilo, ampak meni je deloval tako, da se pripravljal prav za to, ker je na domačih, mislim, v Severni Ameriki in ja, je imel tudi kar nekaj navijačev. Čeprav, ko so Pogačarja poklicali pred mikrofon, si slišal že na YouTubeu od odzadaj navijače, ki so se zadržali. Tako da, ja, no. Je kaj pa praviš na tako zmago? Top, kaj pa je narobe? Ne, sam tako, zanima me. Ne, mislim, kar se Pogačarja tiče, je klej sam kapo dol vsaka čas, da je pač tudi tako vse, da je vlekel do konca in vse, klej se mi zdi, da če bi bilo drugač, bi bil bolj grenak preukus, tako kot pa je pa samo uno top, pač bolj pokazal, da je ta prav šampion in to je to. Vsaj iz mojega stališča. Dobar. Ja, pač on ima toliko enih zmag, neka... Ne, jaz sklepam, Ne bolj gledam iz vidika, zdaj, da bi Lombardijo pustil enemu, je jaz sam ne bi. Tudi če imam sotekmovalca iz iste ekipe, ga ne bi niti čakal, ga ne bi nič. Pač hočem jo jaz dobiti, če zaradi mene zmaga 10krat zapored, pa ne zmaga 10krat zapored, nobenega pezdeta več nov, ko bo lahko sploh to ponovil. Ampak teka GP, kva Montreal ali Quebec, pač to pa ni glih neka derka, ki bomo čez 10 let govorili, to je pa zmago, a ne. Ker Lombardija... Ja, ne, to se jaz vse strinjam. Jaz imam bolj tako v mislih, no, ampak mogoče se motam, ali sem pa malo smotana, ampak iz vidika tistega, ki je pač to, ki zmaga na tak način, meni, tako, če sebe gledam, ne, mi to ne bi bila zmaga. Ma ne. To je tako, kot da bi, ne vem, kaj Jordan igral, še zdaj vsi, ali pa večina nas je, ka še zmer mislimo, da je Jordan ta najboljši igralec v ligi NBA. Zaradi tega, ker je bilo toliko težko doseči tada in če imaš ti takrat, če si let, ne vem, kako rečemo, NBA All-Stars bi bil, pa bi ti on neki dovolil, da ti ne vem, kva narediš, ne vem, kaj bi bil ekvivalent te derki, ne. Bi mu bil sam hvaležen, pa bi si rekel, lepis, da delil sem si parket z njemu in na koncu zaradi njega sem jaz lahko to dobil in to tudi temu McNultyju bo zavedno ostalo v spominu, zraven svetovnega prvaka, najboljšega tekmovalca na svetu, je on lahko zmagal. Pustimo, se mi zdi, da vsi kolesarji na svetu zdaj vejo, da je pač Pogačar ta najboljši. Ja, ne, sej mogoče imaš da bi zdaj imel kaj grenak preukus, po mojemu sam še toliko bolj v spominu stal, ker je pač z njemu prišel cilj. Definitivno bolj, kot pa če bi, ne vem, z kjermukoli drugmu iz svoje ekipe. Tako da jaz mislim, da je to sam še bolj mu bo v spominu stal in bo sam še zgodba, ki bo lahko čez 20 let govoril še pač boljš. To sigurno, ne, to sigurno. Ja, tako da prav. Se mi ne zdi, da je kaj. Sej si lepo povedal. Je nič, kva greva kar na dogajanje, na ocenjevanje bajkov. Aha, no pa dejva. Lahko ti začneš, jaz nimam, bom šla na telefon pa spet. Ja. Čakaj, da vidim, že. Začneva, s katerim pa začneva? Jaz ta prvim. Prvi je ta Činili. Ja, da pes, ne? Aha, okej. Ja, da sva kle dobila, ti doš pol slike dal od spodaj, ja, veš, v YouTubeu. Zdaj mislim, da jih nisi dal enkrat. Nek sem gledal, spol popravil. Mogle bi biti povsod. Če nisem dal, pa sem zajebal, ampak mogle bi biti povsod, ja. No, v glavnem. Janač, to je, to Štibelj znal razložiti, to so verjeten jekleni okviri, ali kaj so to, a ne? Mislim, da je jeklenja. To je res en tak spimpan kolo, sicer pač retro varianta, ne, temu bi lahko rekli nekako, ko se tole začeli, se temu rekli retro nuovo, ne. To je kolo, kjer je retro okvir, pol daš pa gor moderno opremo. Meni je to recimo ful všeč, oba zmer so doma taka kolesa tako zrihtana
In v bistvu so to kolesa, ki so ponavadi bolj za kakšen gušt, pa za kakšno kavico ali pa za kaj takega. Ne moramo reči, da so to kolesa, s katerimi lahko podiraš svoje rekorde. Ampak ja, tale je zrihtan, kar se tiče zdaj tega vsega v nulo. Vse ima, ne vem, v bistvu ne moreš ga drugačnega narediti, vse se barno ujema, nobenih dodatkov, ničesar več ne bi šlo kle. Drugač daju tudi kle v končni fazi, glede na okvir pa na vse ostalo, tudi ta klasična ketna, ni potrebe, da bi bila neka črna ketna ali kakorkoli. Super rekord ima gora, ne. Kampo. Tako da ja, v bistvu jaz sploh ne vem, kva bi rekla, ker to je kolo, ki je pač čisto drugačen, kakor sva jih do zdaj ocenjevala, ne, ni karbon. Ampak glede na vse, kako je pa kolo zgrajen, kako je kolo skupaj postavljen, kako se vse ujema in usklajuje, višina, tudi sedež dvignen, lepo gor. Ne vem, kaj bi v bistvu razen, da bi prav noro rekla. A ima to tudi kot en tak en OSPV-ček tak mal? Ha? Ne. No, pa. To je še v bistvu taka stvar, ki bi jo lahko pol naredil res spimpanga do konca, naprimer. Pa še če bi dal kakšne odklop obroče, pa spol res naredil čist tisto odklopljen kolo, ampak ja, drugače ne vem, jaz sem dala to 9,5 ceno. Ja, jaz tega meni. Je iz jekla, ja. Jaz sem ta kolo imel, glih srečo, sem bil enkrat v Maxi Sportu, ki ga je gospod imel tam na servisu, se prišel mem in sem takoj ga pač tako vrgel uč. In v živo zgleda res brutalen, pač to je bike, ki ga si sestavaš enkrat, pa ga imaš lahko najbrž cel life, če vse dela. Tako da ja, jaz tudi tule pri takih kolesih pa pol še, ki imava še enega jeklenga, pač ta je res sestavljen za dušo, sploh ne vem, kaj bi tule še dodal, spremenil, ne vem, za moje pojme isto, 9,5, pač ja, lepo sestavljen vse, tako, lahko bi bil kaj pikolovski, pa bi probal to rdečo iz Felten dati dol. Imela sem nekaj tehničnih težav, tako da, evo, ja, meni, če sem tako res pikolovski, mogoče ta rdečo takoj pač vidiš na obročih, to je pa praktično to, tako da ja, od mene tudi 9,5, pač lep bike. Evo, zdaj imava tukajle Scotta Addicta od gospoda Bineta. Bike v živo zgleda še lepši, kakor je pa tukaj. Sam bom dal jaz uno sliko, ki je brez tole, ki je kle slikan, se pravi, da je brez telih bidonov. Potem je, kle me mot, ki je gonilka tako obrnjena, če vsaj malo pogledal, pa bi dal lepš, bi bilo takoj boljš. Ampak ta kolo, ki ga vidite v živo, pač je res občutkovno sestavljen. In ja, kle tudi, kar se mene tiče, še pol, ka vem, kaj še prihaja na ta kolo gor. Ja, spet, ne vem, jaz bi dal sicer par drugih stvari gor, tako da ja, kar se mene tiče, 9,5. Tudi pač bike, to, no, ajde, 9 mu dan, ka ima preveč podložk spodaj. Kje ima podložke? Ja, to je tako, kot sem rekel, zrihtan na ful, v bistvu mu nimaš kaj spreminjati. Vse je lepo usklajen, spimpana, ne, čist do konca, tako da mu že težko še ne vem, kaj vse bi sploh dodal. Tudi jaz ne vem, kva še prihaja na ta kolo gor. Kaj pa prihaja? Ja, boš videla. Vse je povedal, pa sem jaz to pozabila. Dobava je v sredini novembra predvidena. Obroči, ali kaj še je bilo? Ne. Carbon TI rotori. Aha. Dobar. To bo itak. Se tele pa že mag na gonilki, ja.
Ja, pa kar ceramic speed, bottom bracket, pač tako, kolo je spimban toliko, da ne moreš pač. Ja, tudi kakšne ima res na gonilki narediti. Ja. Ja, jaz bom dala temu kolesu, ker dejansko ne vem, kaj bi mu še sploh lahko gor več dal, da bi bil še bolj hud. Tudi 9,5. Dobar, 5 na naslednjega. Pa imava pa tegale S-Worksa. To je ena taka klasika, a ne. Je pa cel kolo črn z belim napisom in vse črno, ketna pol gor pa srebrna. Ne vem, jaz bi ga malo, ta kolo se lahko malo poživi, glede na to, da je vse, da je črn okvir klasičen z belim napisom, se lahko bi ful igrali s tem kolesom. Zdaj, tako, če je kolo, ki ga kupaš, če je to čisto začetek, da si ga kupil na začetku, ga pustiš tazga, kaj je, ampak pa se pa malo začneš iz njemu igrati in kle definitivno veliko naredi, kakšna druga barva traku, druga barva sedeža. Dala bi više, to so štirke, ne, še kakšen višji obroč gor, glede na to, da je to, ne, ima to velik okvir, zelo visok head tube ima. Ne, ima to vedno tako visoke head tube? Je to tako velik okvir? Kaj je to? Da je velik okvir, ja. Da je gospod navpično poudarjen. Ja, ker je ful ogromen head tube. Tako da ja, kle se da ta kolo še ful zrihtati, sicer ni nič narobe z njemu tako, kakor je, ampak da se ga pa res narediti, da bi izgledal kar raketa, tako da je za tole 8. Okay. Specializedov. Ja, kar se mene tiče, mislim se na tem bajku, tako kot si že ti rekla, težko toplo vodo odkrivaš, da se par stvari pač spremeniti. Zdaj, če bi ga hotel, rečemo, dvigant na 9+, bi jaz osebno, ja, so drugi rotori, je lahko veriga, lahko je OSPV, pač tako, da bi se malo poigral, da bi dodal uno svojo noto, lahko so samo šraufi, vsi spremenjeni, pač tako. Da ga dvigneš, a ne, če govoriva o cenah 9+, je tako res nekaj si že mogel narediti, da je pač neki posebenega bajk. Ja, tak, kaj je bil z trgovine. Drugače že tak, kot je pač evergreen, tega se Notion kol naveličil. Tako da ja, iz mojega vidika, tudi če je S-Works, mu dam 8,5. Boa, slovec je dolg, jaz. Ja, ne moreš kle pač kaj. Čak, si grem jaz lahko. Ja, pa daj ti naslednjega. Ja. Pa imava Gustota. Tudi ta bajk so že parkrat ocenila, izgleda jih je vas kar neki na teh kolesih. Pač mene kle zmot ta rjavi plašči, če bili črni, za moje pojme pač izgledal boljš. Tako da, kar se mene tiče, pač se je še polhan drugih stvari, ki me zmotijo na tem kolesu. Ampak iz moje strani lično pač zgleda vse, razen pač te plašči mi takoj ven sekajo, tako da pač jaz nočem, da plašči glih poudarja vse ostalo, ne pa sam pač kolo. Tako da iz mojega vidika zaradi tega, ne vem, 7,5, mislim, da prejšnje so ocenjevala tam od 8 do 8,5, tako da, ja, evo, to je to. Ja, to so te Gustoti, ki so v bistvu res lepa barva, no, lepo so narejeni, lepo so usklajeni, tudi ta cel del je res pač lepo zgleda, je pa res, da teli obroči tudi meni ne zmotijo, na večini koles se na kakšne paše, ampak na večini koles... Plašči, ja, pardon. Me zmotijo in mislim, to zdaj več ni modern. Bilo je mogoče eno obdobje, ki je bilo res ful modern, to še ne dolg nazaj, kjer so se pač te obroči gor dajali, plašči gor dajali, ampak zdaj ni več, zdaj je balin enostavno črn plašč, črn obroč na tem kolesu, ki je tudi, ne vem, ne vem, kva mi danes vse stvari tako velike zgledajo. Ta mora biti tudi velika. Ja. Včeraj sem videla velikega, pa zdaj se je velik. Kje bi pa mersati pa? Ja. Zraven. Tako da, ja, mislim, da se ta kološek velik na njemu,
jasno, da dodati, tako kot vedno prava, ne, črna ketna, USPV. Pa ker je tako velik kolo, bi jaz dala više obroče na tega, sigurno, ker so te obroče čisto izgubijo svojo, tako da... Ker sem mu dala 8, ne, pa me ni toliko stvari motil na njemu, ker na temu je 7,5. Ok. Naslednji. Zdaj imamo pa tega zadnjega, ne? A je že ta zadnji? Ja, mislim, da. Ja. Zdaj imamo pa tega Lekolnagota, ne? Da, zdaj tako, pač ja, jaz vem, če ga je kolo, pa vse oba vemo, vse tudi drugi bodo vedeli, ampak pač to je kolo, ki pa jaz ne moram drugega reči, ker da je to kolo, ki je res na njemu zdaj zrihtan za tak kolo, ki je to, a ne, da v bistvu star okvir, jeklen okvir, čeprav je bil kupljen v današnji dobi, zrihtan na tak način, mislim, da več kaj drugega ne moreš narediti, ne, jaz se že kar jezim. Če ste to malo bolj natančno pogledali, ima kolo rdeče črno ketno, rdeč Ceramic Speed USPV, komplet Dura-Ace zadnjo opremo, Princeton obroče, Berkov sedež, ne vem, kaj bi lahko dal več na tak kolo, res mislim, da ni več kaj dosti drugega zadati. Tako da smo to dali oceno 10. Malo nepristranska, ampak tako pač je. Sem hotel že, še preden si ti kaj rekla, sem hotel že reči, da evo, zdaj bo prva 10 padla. Jaz tudi ta kolo ga gledam že odkar sem kle, se pravi 2 let na tej lokaciji slabih. Pa od takrat naprej se je sam še nadgradil. Ne vem, pač ja, tukaj se mi zdi, da to je bajk, podoben kot Unčineli, da so želje vsazga, da bi imel pač kolesarja, da imaš en tak jeklen kolo, ali pa titan, pač eno ali drugo. In ja, tudi iz moje strani, ne, bi mogel biti že orang zoparan, da bi kle najdu kaj, kar bi spremenil. Vem pa, da se ga da še bolj spimpati, tako da iz moje strani ne bo 10 od 10, ker sem glih danes gledal par stvari, kjer se pač vsi šraufi zamenjajo, pa so še uni šraufi nekaj posebenega, tako da pač tazga kolesa midva nisva nobenega dubla, da bi bil lahko 10 od 10. In te detajli ta mali meni veliko pomenijo, tako kot tudi vem, da Mercedu, in upam reči, da dlje cajta, ko bo imel ta kolo, bo sam še iz leta v let bolj spimpan. Še šraufe bo gor zamenil, Ja. pa še kakšne une karbonske zubnike dal, pa smo pa gotovi. Tako da, kar se mene tiče, isto ne bomo dal 10, ker vem, da se da še kaj narediti, ampak 9,5 od 10. Če sem čist fair, tukaj sam zaradi tega, ker je Colnago napis gor, mi je mogoče, tako ko ga pogledaš, mi je malo več, kakor pa Unčineli, čeprav Čineli ima isto zgodovino itd., ne. Ampak če bi pa čisto sam po izgledu, mi je pa una barva načeloma skoraj bolj všečno. Ampak ja, tukaj, sej kaj boš, mislim, ko ga vidiš, se ti zasmeji, če si kolesarski fan, pač je to, tako da isto. Ja, sej je ta kolo kar predmet ogleda tudi turistov vkled, Ja, tako da... tako da iz moje strani isto 9 od 10. Ja. Tako da čakaj, to je to, a nimamo nobenega več? Ne, to je to, kar si meni poslal. Ja, ok. Sej dosta. Ja, evo, pa je pa to. Zdaj pa zaključek bova pol povedala točno kaj pa kako še naslednji teden. Takrat bomo tudi imeli, definitivno bojo že prišle kolesarske hlače itd., tako da bomo mi tudi imeli kakšno posebno akcijo. Kar se tiče naročevanja koles, zdaj vas je kar nekaj, ki se zanima za kolo, se pravi vsi, ki kupujete že za naslednjo sezono, lahko povem, da meni najbolj ustreza, če ste vi že odločeni, pa da veste, da boste kupili kolo, je boljše ga prideti naročiti prej. Tudi če je rok dobave 4 do 6 tednov, ga boste lahko šele januarja ali pa februarja prevzeli, sam ne pa prideti
5. januarja, ja, si rekel, da v 4 tedne, pa se kaj, ne vem, glih z mojim kolesom je bila pošiljka, težava in je pol od takrat, ko so ga poslali, do mene je hodil 4 tedne. Tako da nikoli ne veš, kaj se lahko zalom, tako da vse, kar vas zanima, gremo pa čez vse detajle. Se pravi, zdaj sem imel glih gospoda tukaj, ki si naročil čist hud bike, barvo bo še sporočil, najbrž pride jutr. Tako da od verige do zadnjega šraufa, vse se gre čez, dolžino gonilke itd. Tako da, če koga zanima, custom sestavljen kolo, tako res za vas, se oglasite, velja pa za vse znamke. Se pravi, karkoli želite, ne se gledati to, kar imamo na spletu, ampak vse od A do Ž, če hočete imeti kolo sestavljen direkt za vas, se oglasite pa, ja, bomo šli čez. Tako da, to je to, kar se mene tiče. A si ti imela še kaj za dodati? Ne, v bistvu nič takega. Runde se nadaljujejo, upam, da bo vreme zdržal ta teden. Jutri se mi zdi, da ne. Ja, bolj slabo kaže, ampak ja. Tako da glede na to, da je bil Servilo vzpon, runde se nadaljujejo, tako da pridite to soboto, če bo že prvoli bon naredil velo izlet, pa bova se še zmenila. A tebe ni? Ne. Naju ni. Ja, mene tudi upam, da me novno. Aha. Ja. Ja, da. pa bo verjetno ne bo velo izleta. Ja, dober. Pa nič, sončki, do naslednjič, uživite na bajku. Se vidimo. Čau. Čau.